Košarkar Luka Dončić je po 7 letih zapustil moštvo Dallas Mavericks in bo kmalu igral na tekmah za nov klub Los Angeles Lakers. To se ni zgodilo na njegovo željo. Za menjavo sta se dogovorila športna direktorja obeh klubov. Ta novica je precej pretresla vse ljubitelje košarke in celo samega Luko. Zakaj, mi bo pomagala pojasniti novinarka iz športnega uredništva Maja Hrvatin. Maja, živjo. Jutri bo na drugem programu naše televizije predvajan tvoj dokumentarni film o Luki z naslovom Prvih 7. Je film zaradi prestopa drugačen, kot si ga sicer načrtovala? Mi smo, tako kot Luka, načrtovali, da bo letos poleti košarkar podpisal najdražjo pogodbo v zgodovini košarke na svetu. Menda se mu je obetalo 346 milijonov ameriških dolarjev, da bi še za 5 let ostal v Dallasu. Zato smo ga tam obiskali, govorili z njegovimi prijatelji in soigralci, videli, kje in kako živi, trenira in tekmuje. Zdaj pa smo seveda naredili malo drugačen film, v katerem smo se poslovili od tega mesta v Teksasu in se spomnili Lukovih prvih 7 sezon v ligi NBA. Zato naslov Prvih 7, v njem pa recimo nastopata tudi Kyrie Irving in Nikola Jokić. Kako pa je Luka izvedel za menjavo? Je zadovoljen, da zdaj igra za enega največjih klubov v ligi NBA? Za menjavo so mu sporočili po telefonu, najprej je bil šokiran, menda je tudi jokal, ampak to je seveda treba razumeti, ker se mu niti sanjalo ni, da se bo čez noč iz Teksasa preselil v Kalifornijo, to je recimo 3 ure daleč z letalom. Recimo zadnja 2 dneva je imel na Instagramu namesto profilne slike kar tisto mrtvaško črnino, no danes zjutraj je že dal sebe v dresu Los Angelesa, če še ni srečen, pa zagotovo še bo srečen. Kakšna pa so sicer pravila? Ali košarkar ima kakšno besedo ali prav nobene pri menjavi? Ne, klubi si lahko izmenjujejo košarkarje tako, kot si želijo. Košarkar lahko pove svojo željo, ni pa nujno, da jo tudi upoštevajo. Res je, da ponavadi teh velikih zvezdnikov, kot je Luka, nikoli ne zamenjajo na tak način. Ena izjema pa obstaja, če košarkar v ligi NBA igra že vsaj 8 sezon in od tega 4 igra za trenutno moštvo, lahko dajo v pogodbo, da ga ne smejo zamenjati. Ampak take pogodbe so bile samo 3 v zgodovini, recimo Kobe Bryant je imel tako. Zdaj med ljudmi kroži kar nekaj domnevnih razlogov za menjavo. Ali so iz Dallasa že potrdili katerega izmed teh? Ne, in v Dallasu verjetno tudi nikoli ne bodo povedali, kaj je pravi razlog. Eni mu očitajo, da je preslabo telesno pripravljen in predebel, a tisti, ki se spoznamo na košarko, temu ne verjamemo. Luka recimo dela s svojim kondicijskim trenerjem, svojim fizioterapeutom in gospo, ki mu sestavlja jedilnike. Drugi razlog, ki kroži, pa je velik znesek, ki bi ga Dallas moral plačati Dončiću za podaljšanje pogodbe. Dallas ta denar ima, le Dončiću naj ga ne bi želel dati toliko. Torej, Luka je zdaj postal član Lakersov. Kaj to pomeni zanj? Luka bo prvi košarkar v zgodovini Los Angelesa, ki bo imel številko 77. Zaigral bo z LeBronom Jamesom, svojim največjim vzornikom. Los Angeles pa je verjetno najbolj priljubljen košarkarski klub na tem planetu. Si bo pa recimo dvorano zdaj delil še z enim Slovencem, hokejistom Anžetom Kopitarjem. Dvorano lahko namreč v nekaj urah iz hokejske spremenijo v košarkarsko in obratno. Maja, najlepša hvala in se seveda veselimo tvojih reportaž iz Los Angelesa.